Statistika kaže, da je 40% vseh slovenskih spletnih uporabnikov že nakupovalo prek spleta. Številke so vzpodbudne, žal tudi za spletne goljufe. Na Nacionalnem centru za odzivanje na omrežne incidente SICERT so v letu 2012 zabeležili kar 100% porast prijav goljufanih kupcev kot leto prej. Vedno več je primerov lažnih spletnih trgovin, ki pa imajo s trgovino le malo skupnega. Lažna spletna trgovina je v bistvu samo ena kulisa z lepimi slikami, zadaj pa sploh ne stoji neko registrirano podjetje in to pomeni, da takšen nakup je zelo tvegan, ker plačanega blaga ne boste prejeli, lahko pa pride tudi do zlorabe številke vaše kreditne kartice. Vedno več pa je tudi trgovin s ponaredki. Ti ponarejeni izdelki so na slovenski carini zaseženi in uničeni, v nekaterih primerih pa kupec celo sam mora poravnati te stroške uničenja. To dejansko pomeni, da ste lahko dvakratno oškodovani. Slaba novica je, da če nasedete, je te goljufe praktično nemogoče izslediti in dobiti denar nazaj. Dobra novica pa je, da takšne lažnive oziroma goljufive ponudbe lahko zelo hitro prepoznate in se jim tudi nadaleč izognete. Kot opozarjajo na SICERT, je prvi sumljiv znak neverjetno nizka cena. Prav tako brezplačna dostava po vsem svetu, vsi artikli pa so vedno na zalogi. Pred nakupom vedno poiščite ocene in izkušnje drugih uporabnikov. V iskalniku nesite spletni naslov trgovine in preverite, če se po forumih že oglašajo ogoljufani kupci. Preverite tudi kontaktne podatke podjetja, ki stoji za spletno trgovino, ter stopite v kontakt s prodajalcem in izmenjajte nekaj sporočil. Preverite, ali se njegov elektronski naslov ujema z naslovom spletne trgovine. Če prodajalec uporablja brezplačni poštni predal, na primer Gmail ali Hotmail, je to še en znak za previdnost. Goljufi iščejo svoje žrtve tudi prek malih oglasov in čeprav nekatere zgodbe zvenijo kot filmski scenarij, strokovnjaki opozarjajo, da so goljufi lahko zelo prepričljivi, predvsem pa igrajo na naša čustva. Pozdravljeni. Pred dnevi sem na spletu objavila mali oglas, da prodajam fotoaparat. Kontaktirala me je prijazna gospa Helena, ki pravi, da živi v Angliji. Pisala je v čudni slovenščini in bi kupila fotoaparat za svojega sina. On se trenutno nahaja na humanitarni akciji v Nigeriji. Plačala bi celo več, saj bo poravnavala stroške poštnine do Nigerije. Torej, tu je šlo pa za tipičen primer poskusa prevare. Kontaktira nas nek tujec, ki se predstavi, kot da prihaja iz Anglije, ampak potem nas prosi, da ta izdelek pošljemo v Nigerijo oziroma v neko drugo afriško državo. Ponudi celo, da bo plačal več, kot mi zahtevamo, zato ker bo seveda poravnal stroške poštnine. V naslednjem koraku pa na to goljuf pošlje ponarejena oziroma lažna potrdila o nakazilu denarja in nas tako prepriča, da izdelek oddamo na pošto. Našim prodajalcem in kupcem, vsem, ki prodajajo prek malih oglasov, svetujemo, naj bodo pozorni na ceno, naj bodo pozorni na opise izdelkov in pa na način plačila oziroma sklepanja kupčije. Sumljive oglase pa lahko prepoznate po tem, da so objavljeni v tujih deželah, kot na primer Nigerija, Kamerun in Benin. Kadar pa vas na primer nekdo želi prepričati v nakup ali prodajo na daljavo, se pa vedno dogovorite za plačilo po povzetju in pa denarja nikoli ne pošiljajte vnaprej. Še več primerov spletnih goljufij in znakov, kako jih lahko prepoznate, najdete na portalu varninainternetu.si.